Lepo pozdravljeni v novi epizodi Poslušam se podcasta. Z vami Polona, specialna pedagoginja z več kot 15-letnimi izkušnjami. Dobrodošli v 24. epizodi, zadnji epizodi druge sezone. Za vse tiste, ki ste novi in še ne poznate mojega podcasta, je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer gostim tudi druge strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja in teme pa prepletamo tudi z osebnostno rastjo. Če so vam pogovori všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate, lajkate. Vesela bom tudi vaših delitev, mnenj, komentarjev. Vesela bom tudi, če me označite, da se vam lahko zahvalim. V današnji epizodi gostim strokovnjakinjo Aljo Vintar. Alja je profesorica razrednega pouka in tudi mamica. Alja bi sebe opisala kot osebo, ki je zelo pomembna povezava s sabo, s partnerjem, otroki. Zelo veliko ji pomeni, da se počuti ljubljeno in povezano in da se tako počuti tudi njen sinček in otroci, ki jih poučuje v šoli. Verjame v to, da je povezava, odnos z otrokom, odnos med partnerjema, odnos s tistimi, ki so nam blizu, tisto izhodišče. Bolj smo povezani, lažje sodelujemo in delujemo v svet. Tako lepo mi je zapisala v svojem opisu. Z njo se pa pogovarjamo o eni zelo pomembni temi, in sicer temi čuječnosti. V pogovoru z njo boste tako izvedeli, kako ona, kot tudi redna izvajalka prakse čuječnosti pri sebi in tudi z izkušnjami z otroki, izvajanja prakse čuječnosti z otroki, in tudi to je bil del raziskovanja in tako za magistrsko delo, in na splošno zelo rada bere o čuječnosti in se izobražuje. V najinem pogovoru boste tako izvedeli, kako ona definira čuječnost, kako predstavi čuječnost otrokom. Skupaj boste lahko izvedli ali sami ali skupaj z otroki par vaj čuječnosti, ki jih je tako lepo opisala in prilagodila, da jih lahko izvajate kjerkoli med poslušanjem. Da se vzamete par minut za to, da ste bolj tukaj in zdaj. In seveda potem od koristi, ki jih opaža pri sebi, od koristi čuječnosti, ki jih opaža pri otrocih, in na splošno o njenih opažanjih, kako delovanja možganin predstavi otrokom, pomen duševnega zdravja in še veliko mnogo drugih zelo zanimivih in koristnih stvari. Vljudno vabljeni k poslušanju. Alja, živjo. Živijo. Me zelo veseli, da si danes moja današnja gostja. Hvala. Tako temo, čuječnost, mama, ki meni osebno. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Poslušam se podcasta. Z vami Polona, specialna pedagoginja z več kot 15-letnimi izkušnjami. Dobrodošli v 24. epizodi, zadnji epizodi druge sezone. Za vse tiste, ki ste novi in še ne poznate mojega podcasta, je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer gostim tudi druge strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja in teme pa prepletamo tudi z osebnostno rastjo. Če so vam pogovori všeč, vljudno vabljeni, da jih všečkate, lajkate. Vesela bom tudi vaših delitev, mnenj, komentarjev. Vesela bom tudi, če me označite, da se vam lahko zahvalim. V današnji epizodi gostim strokovnjakinjo Aljo Vintar. Alja je profesorica razrednega pouka in tudi mamica. Alja bi sebe opisala kot osebo, ki je zelo pomembna povezava s sabo, s partnerjem, otroki. Zelo veliko ji pomeni, da se počuti ljubljeno in povezano in da se tako počuti tudi njen sinček in otroci, ki jih poučuje v šoli. Verjame v to, da je povezava, odnos z otrokom, odnos med partnerjema, odnos s tistimi, ki so nam blizu, tisto izhodišče. Bolj smo povezani, lažje sodelujemo in delujemo v svet. Tako lepo mi je zapisala v svojem opisu. Z njo se pa pogovarjamo o eni zelo pomembni temi, in sicer temi čuječnosti.
po pogovoru z njo boste tako izvedeli, kako ona, kot tudi redna izvajalka prakse čuječnosti pri sebi in tudi z izkušnjami z otroki, izvajanja prakse čuječnosti z otroki, in tudi to je bil del raziskovanja in tako za magistrsko delo. In na splošno zelo rada bere o čuječnosti in se izobražuje. V najinem pogovoru boste tako izvedeli, kako ona definira čuječnost, kako predstavi čuječnost otrokom. Skupaj boste lahko izvedli ali sami ali skupaj z otroki par vaj čuječnosti, ki jih je tako lepo opisala in prilagodila, da jih lahko izvajate kjerkoli med poslušanjem. Se vzamete par minut za to, da ste bolj tukaj in zdaj. In seveda potem od koristi, ki jih opaža pri sebi, od koristi čuječnosti, ki jih opaža pri otrocih in na splošno o njenih opažanjih, kako delovanja možgan in predstavi otrokom pomen duševnega zdravja. In še veliko mnogo drugih zelo zanimivih in koristnih stvari. Ljudno vabljeni k poslušanju. Ful blizu in tako zase in v razredu oziroma pač individualno, kad delam, in mi je res tako, vem, da ti tudi in na Instagramu in na svojem blogu, ki imaš, tudi omenjaš čuječnost in vem, da te ta tema tudi zelo zanima in da veliko veš. Povedala si mi tudi, da zdaj si ful knjig na to temo prebrala in že prej, koliko si tudi z učenci v praksi in magistrsko delo, tako da verjamem, da bo to zelo en tak zanimiv, poln znanj in izkušenj pogovor, pa vmes tudi ena vaja nas čaka. Tako da, kar te se bom potrudila. Mogoče na začetku, kaj sploh je čuječnost oziroma kako bi ti opredelila čuječnost? Čuječnost je v bistvu splošno nek način meditacije, ki je star že tam 2500 let. In v bistvu nam pomaga, da mi svojo pozornost usmerimo tako na neke zunanje držljaje, kot pa tisto, kar se dogaja v nas samih. Recimo na naša čustva, misli, na telesne občutke, mogoče kje čutimo bolečino, na del telesa in potem tudi na našo okolico. Ne vem, koliko barv vidimo v okolici, katere zvoke slišimo, kaj okusimo recimo tudi iz neke okolice. In tudi pač raziskave so pokazali, da ne bi redna vadba prispevala k izboljšanju pozornosti, boljšemu počutju, boljšemu uravnavanju čustev, in vse to je tako prispeva k lažjemu učenju, k čemer tudi strmimo v šoli, da se pač bo otroci lahko nekaj naučili, to, kar jim mi predajamo, in pa tudi k lažjemu sprejemanju odločitev. Meni je bila zelo zanimiva, zdaj zadnjič sem brala eno raziskavo, tako kot malo zanimivost, da so z MRI skeni so ugotovili, da naj bi redna vadba, mislim, da je bilo v tej raziskavi 8 tednov, da ne bi prispevalo, da bi se amigdala, se pravi v možganih, to je se pravi ta naš pes čuvaj, naš alarm v možganih. Boj ali beg, a ne? Tako, boj, beg, smrzni, ta alarm, ki gleda, kje se kaj dogaja, kje je nevarnost, naj bi se z vadbo čuječnosti celo zmanjšala. Prefrontalni korteks, se pravi, taka je za pametne odločitve, reševanje problemov, pa ne bi se celo bolj ojačal. Se pravi, na ta način tudi lažje rešujemo določene situacije. Ne? Če pa rečem, kaj pa meni osebno pomeni, res sem šla tle bolj na ta strokoven del. Meni pa takrat, da se jaz s čuječnosti, pa tudi kjerkoli, ne vem, tehnike umirjanja, se v bistvu poslužim takrat, kadar imam jaz sama vse tisti tak vihar v glavi, ali pa ko me tle v srcu nekako vse muči, in mi v bistvu to pomaga, da se jaz umirim in da malo bolj logično pogledam na situacijo. A je res ta težava, ki jo imam v tistem trenutku, res toliko velika, ali je pač nekaj čisto majhnega, ki lahko premostim, no. To, no.
to v bistvu meni pomeni, da takrat, da umirim, ko mi ta pes v možganih laja, da se pač, da je neko orodje, ki ga lahko uporabljam. In zato to uporabljam tudi pri delu z otroki. Ja, hvala za te raziskave, pa v bistvu je res tako, se mi zdi, da ta naša amigdala se zelo hitro sproši. Včasih nam je bilo to, pač, bi rekla, v davnini, nam je res to koristilo, ker smo imeli kakšno divjo žival. Zdaj pa večinoma nimamo takih življenjsko ogrožajočih situacij in je res fino, tako ga si ti rekla, da v bistvu prse pol pogledaš, a je res tako ogrožajoče, kakor mi zdajle moji možgani želijo to sporočiti. Ja, točno to. Zato, ker ti amigdala je tako idejansko iz pradavnine se ni kaj dosti spremenila. In ona sam reče, to je nevarno, pa ni nujno, da je sploh nevarno. To je tako, kot recimo, ona je tak alarm, ker recimo, da se ti toast zažge, pa to ni realno pač neka velika nevarnost, pa se bo ta amigdala sprožila. Je pa dobro, da se pa sproži v tistih primerih, ko pa je res nevarnost, da ni toast, ampak kakšen požar, takrat se bo pa spet. Ne bo pa ločila, kaj je realno in kaj ne. In to moramo mi pomagati, da se umiri, takrat, ko ni realno. In pri tem je ravno to zavedanje, da smo ta čuječnost, zavedanje bolj tukaj in zdaj v tem trenutku. Pa kakšne te tehnike so nam res lahko v pomoč. Da v bistvu skrbimo za svoje možgančke. Tako, dobro si to povedala. Ko si je omenila, da te vaje delaš tudi z otroki, kako pa recimo otrokom predstaviš, jim tudi rečeš, jim omenjaš besedo, čuječnost recimo, ali kako se tega lotiš ti osebno? Jaz to v bistvu začnem na tak bolj splošen način. V bistvu najprej začnem s pogovorom. To ponavadi naredim, ne vem, ali v jutranjih krogih, sem delala tudi v času podaljšanega bivanja, ne vem, mene 15 minut temu, pač da se pogovarjamo na splošno, se pravi, kako poskrbimo zase. Jih vprašamo, kaj oni naredijo, da bodo zdravi. Ponavadi takrat rečejo, da si umijevajo zobe, telovadijo, jejo zdravo, pač. In če zaključimo, to se dejansko bolj na ta fizični del zdravja nanaša. Potem grem pa jaz, tako, kaj pa naredijo takrat, ko imajo neka velika čustva? Kaj naredijo, ko so jezni, ko so žalostni, zaskrbljeni? Kaj naredijo, da recimo takrat, ko imajo nek nastop, pa jih je strah, kaj naredijo oni takrat? A zmrznejo ali imajo kakšno pomoč? In se pol v bistvu pogovarjamo takrat, kaj naredijo. In potem jaz dam nekako malo fokus na naše možgane. Se pravi na to, na našo dušo, na naše možgane, notranjost, kako pa poskrbimo za to. In jaz si takrat dostikrat pomagam z zgodbo, prijem sploh pač omenjam čuječnost. Imam pač eno zgodbo, ki sem jo najdla na Grow Your Mind, ampak sem jo malo prilagodila. Pač vsem, kar jaz vem, sem jo pač v bistvu malo na to moje razumevanje prilagodila. Je pa zelo poenostavljeno, pač to je zelo poenostavljena pač nekak razlaga, kako v naših možganih deluje. Pač na otroško raven. Jaz rečem, da imamo mi v možganih, imamo živali. In imamo 4 živali, ki se med sabo igrajo. Imamo sovo. In ta sova je ta naš prefrontalni korteks. In tako tudi pokažem, da vejo, da je tukaj naš prefrontalni korteks. In sova je tista, ki nam pomaga, da mi sprejmemo pametne odločitve, da znamo reševati probleme. In ona je tako, če si mi predstavljamo sovo, ki načrtuje, kako bo raziskovala po noči te njene nočne dogodivščine, tako tudi ta naš prefrontalni korteks, tukaj ta sova v možganih, nam pomaga pri načrtovanju in sprejemanju odločitev. V možganih imamo pa tudi psa čuvaja. In ta čuvaj, to je naša amigdala. Amigdala, ta čuvaj, pa on pa takole gleda in preučuje, ok, to je nevarno, to ni nevarno. In gleda in pripravlja naše telo, če je nekaj nevarno, se bo on odzval kot beg, boj, ali pa zamrznil. Tako, kot so prej v bistvu govorili tudi o amigdali, in to je v bistvu ta naš pes čuvaj, če si predstavljamo enega
psa čuvaja, ki laja in v bistvu vse prežene, takrat, ko postane napadalno, če rečem tako. Ko se aktivira. Ja. Tako. Imamo pa še slona. Sloni je naš hipokampus. To je v bistvu, on je znan, nasplošno slon je taka pametna žival, ki nikoli ne pozabi in točno ve, kje bo našel vodo, kje so njegovi najljubši kraji. In slon v naših možganih, on nam pa pomaga, da si mi zapomnimo stvari. To je naš spomin. In da pri njemu se shrani vse, kar se mi naučimo, vse, kar doživimo. On je neka taka banka spominov. Ja? In ta slon nam bo v bistvu pomagal pri učenju. Mi rabimo tega slona. Imamo pa še mačko. Ta mačka to je ras, to je retikularni aktivacijski sistem. In če si ti predstavljaš eno mačko, ki pleza po steni. In ona je pač sfokusirana na tisto steno, kako bo šla, kako bo plezala in sam pleza. In ta mačka v naših možganih nam pomaga, da se mi sfokusiramo, da ta informacija je pomembna, ta informacija pa ni pomembna za nas. In mačka nam pa tudi omogoča, da mi v bistvu povemo našim možganom, tole je pomembno za nas. In tako mi tudi vplivamo lahko na svoje možgančke. In te živali se med sabo žogajo, zelo rade se žogajo, ampak naenkrat ta pes čuvaj zasluti, da je nekaj nevarno. Recimo, sošolcem reče, da smo bedni, ali pa smo jezni, ali pa ne vem, nam je padel nekaj na tla in postanemo za tega žalostni. Imamo nastop, test. In ta pes postane gromozanski in vse živali grejo, čim dlje zmorejo. In da pridejo nazaj te živali, da se bojo spet lahko igrali. Potem to lahko naredimo tako, z vajami čuječnosti, z dihanjem, da umirimo tega psa, da postane spet majhen in da se lahko lepo igrajo. In tako mi pomagamo svojim možganom, da se bojo lepo med sabo vsi deli razumeli. Tako Lušten, tako take res konkretne pa za otroke tako prilagojene prispodobe, so mi ful všeč, tako izbrane živali, pa to nisem še zasledila, te zgodbe, tako živalmi, ful dober. Tako malo sem je prilagodila, da pač v bistvu meni se zdi pomembno, da tudi recimo Daniel Siegel pravi, da je pač pomembno, da mi poznamo svoje možgane, a ne. Se tudi otrokom, ne vem, ko ti učiš, je smiselno, da ti poveš jim, zakaj pa neko stvar delaš, zakaj boš pa ti naučil neko stvar, ne? Kaj so tvoji cilji tiste ure, ne? In tudi recimo ne, da jaz zdaj samo razred in dam, zdaj bomo pa dihali, ne? Ali pa zdaj bomo pa naredili neko vajo čuječnosti, jaz mislim, da mu pač povem, zakaj pa jaz delam to, ne? Ker s tem, kam jaz zdaj pač razložim, kako naši možgani delujejo, lahko upeljem čuječnost, se pravi, da umirim, lahko upeljem, da za možgane skrbimo tako tudi, da recimo z vrlinami, se pravi s prijaznostjo, z ljubeznijo, hvaležnostjo, z upanjem, na ta način. Potem tudi za možgane skrbimo, če dobro jemo, kvalitetno jemo, z gibanjem. Ja, ne? In v bistvu tako lahko se potem nekako ta tudi del duševnega zdravja upeljamo v razred, ker pa vemo, da zadnje čase, da imamo veliko krizo, s tem, da je vedno več težav z duševnim zdravjem in je res smiselno, da na tem tudi nekaj naredimo. Ne? Ja, mislim, se mi zdi, da je res, koga si mogoče prej dobro poudarila, da dostikrat mogoče tudi odrasli, še mi odrasli, da se nam zgodi, da kako skrbimo za zdravje, najprej pomislimo, kar je seveda tudi zelo pomemben aspekt na fizično zdravje, pa mogoče se mi zdi, da je res ta druga asociacija šele potem tudi to na naše duševno zdravje, kar pač čuječnost pri tem zelo pomaga, Ja, res pomaga, da se umiriš, da usmeriš pozornost nazaj na ta trenutek, na to, kar je pač v bistvu pomembno. Tudi pač res je tudi zdaj veliko teh
bi rekla, kako reducirati oziroma zmanjšati stres, ki bazira na teh čuječnostih in na teh tudi pri nas, odmiki, taki čuječnostni obstajajo, ki so prav vikendi, ki se na tem dela. Ja, mogoče res tudi, ki si rekla, res je toliko izzivov s tem duševnim zdravjem in se mi zdi vplivi sodobne tehnologije, s katerimi se soočamo, imajo in pluse in tudi pač preveč tehnologije tudi vpliva na naše možgane in jih spreminja, tako da ja, definitivno je tudi tako, kot si rekla, fino, da vemo, kako so naši možgani in da so sposobni se tudi spreminjati. Ja. Pač smeš, a veš, recimo mi v šoli res hočemo, pa tudi na splošno, mi želimo, ne vem, otroci, da se sfokusirajo ali pa želimo, da se veliko naučijo, ampak če mu mi pokažemo nekih tehnik, pa tudi če mu mi ne pomagamo regulirati njihovih čustev, pač dejansko oni tega niso sposobni, zato ker je ta njihov pes čuvaj v tisti stiski toliko glasen, da sploh drugi deli možganov mu ne morejo funkcionirati. In če mu ti ne pokažeš, se pravi, tudi če ti sam nimaš nekega nabora, nekih vaj, pa dobro, saj tudi če veš, da dihanje pomaga, super. In mu dejansko ne moš pomagati v tistih situacijah, Ja, res je to pa mogoče, tako tudi še naši možgani se res toliko časa, tudi ta prefrontalni režim se po novih raziskavah kar zelo dolgo razvija, do 21. ali tako, ali celo do 25. leta, res tako. Po teh najnovejših, tako kot si rekla, do 25. leta, kar je res tako. Takrat zase že mislimo, da že prej pri 18 časih pač. Da se govorim, se mi je zdelo tako. Ja. Tako da res pri tem tudi smo res zelo pomemben vzgled in da imamo tudi tisto razumevanje, da so njihovi možgani strukturali malo drugačna, kot naša. Ja. Ker recimo čuječnost res prispeva k dobremu duševnemu zdravju. In je pač tudi eden izmed dobro orodje, ki lahko pri temu pač pomaga. Je pa res, da je duševno zdravje, pač, da to je kar precej splošen pojem, da tukaj imaš, se pravi, neka dobra čustva, pozitivna čustva, da znamo tudi regulirati, uravnavati, pa hkrati tudi dobri odnosi. Da pač, da se otroci doma in v šoli, da se pač počutijo povezane, da se počutijo, da pripadajo v tisti nek sistem, v razred, se pravi, da tudi takrat, ko ima neko stisko, da mu pač ponudiš to svojo roko, da mu pač pomagaš, In pač recimo, ne vem, ali pa da zjutraj, ko pridejo, da jih sprejmeš, da jih pač pozdraviš, recimo jutranji krogi, da vsakega vprašaš, kako si, tako na ta način, da mu daš videti, da pomemben si mi, rad te imam. Ful dober, res lep. Tako, res pomembno, ta občutek, da smo pomembni, da smo slišani, da smo razumljeni, ta je res nam toliko da. Mogoče kar eno vajo, ki je mogoče tudi starši, če poslušajo, kakšna mama, oče, doma lahko izvedajo recimo z osnovnošolskim otrokom ali pa mogoče tudi takim tik pred šolo ali pa tako. Da je mogoče taka vaja, da je malo za različna starostna obdobja, da je primerna, da se da malo prilagoditi. Ena je recimo res enostavna. Je tako, da daš ti roko pred sabo, dlan daš pred sabo, 5 prstov in greš z prstancem, greš gor po prstu in navzdol po prstih. Gor, dol, se pravi, da celo roko nekako obrišeš in ko greš gor po prstu, narediš vdih in ko greš dol po prstu, narediš izdih. In to recimo vajo ponoviš 10-krat, recimo, da narediš, lahko greš, odvisno se pravi, koliko ima otrok pozornosti. Jaz recimo sem dostikrat rekla na koncu, dajmo narediti 5 prstkov in smo šli, se pravi, vdih, izdih, vdih, izdih.
In se pravi, smo šli v bistvu celotno roko, je pa fajn, da mu pač ti otroku kažeš, pa da ti z njim sodeluješ, se pravi, da skupaj delata take vaje, ne, da si ti njegov nekak model takih dihalnih vaj. To je recimo lahko pa si pomagamo tudi recimo pri dihanju. Na splošno je pomembno, da da dihamo s trebuhom, ne. Se pravi, lahko rečemo otroku, da mi imamo pač v trebuhu balon, in ko mi napihnemo ta balon, ne, ko naredimo vdih skozi nos, bomo napihnili trebuh, se pravi, ta balon se napihne, in ko bomo izdihnili, bomo pihnili skozi usta in balon se bo tudi spustil in bomo naredili. Torej, da si malo predstavljajo, se pravi, naš trebuh je v tej situaciji balona, ne. Lahko gremo tudi recimo na meditacijo. Čist preprosto, naprimer, meditacijo primerno otrokom. Ne vem, da si predstavljate, da imate pred sabo vroč kakav ali pa vročo čokolado. In tukaj gor plavajo neke take penice, tiste take slastne, jih kar vohaš, kako diši tisto. In ko narediš vdih skozi nos, povohaš vse tiste fajne vonje tistega kakava, in ko narediš izdih, pihneš čisto počasi ven, tako da čisto nobena penica, ki je na tistem kakavu, se ne premakne. Se pravi, da res počasi tisti izdihneš ven. Na ta način, ne. Imaš pa tudi recimo, če pa res nimaš nobene ideje, pa bi res neko dihalno vajo dal otrokom, in greš lahko tudi na splet, pa napišeš, ne vem, breathing gif, pa imaš veliko takih variant, ki se neka krogalca premika, ali pa veliko imaš tudi aplikacij, kjer se nekaj dogaja. Lahko greš pa tudi, ne vem, list papirja vzameš, pa rišeš črte, ali pa otrok riše, se pravi, ko naredi črto v eno smer, naredi vdih, ko naredi črto v drugo smer, naredi izdih. Tak primer, recimo. V bistvu res kar precej možnosti, a ne? Tudi kako res. Res lahko, recimo tudi, če imaš doma, ne vem, Pop-It, ki je bil en čas, res so bili popularni. Lahko s tem, ko pokaš, delaš vdih, pa lahko dihaš s tem na ta način. Ali pa res je, pa recimo, ko imamo daj kakšne take elastike, ne, ki lahko raztegneš jo, je pa fajn, ker tudi tako daš ven energijo, ne, ki jo potegneš. Se pravi, vdih, ki raztegneš, pa ki spustiš, narediš izdih, ne. Ali pa kakšne, vem, da so take gosence se kup, ali pa ki so take mehke. Pa navadi otrokom tudi tako zelo všeč, pa tudi se mi zdi zelo dobro za senzoriko, no, tako zelo, vsaj pri meni imajo otroci, no, tudi hčerka, no, ima to zelo rada te. Ja, tako, ko se kaj dogaja, ko je na ta njihov način, ne. Zdaj ti lahko tudi z otroki narediš body scan, da grejo pač, da greš preverjati določene dele telesa, vse lahko dela z njimi, no. Tle ni v bistvu nekih omejitev, kaj je primerno za njih in kaj ne, no. Se mi zdi, da lahko res vse dela z njimi. So pa tako take vajce, ne vem, 5 prstkov, ali pa, ne vem, da si pomagajo s kakšnimi pomočki, mogoče otrokom bližji, ki lahko v tistem primeru stiske, jaz lahko to vzamem, imam nabor, ne. Saj to se mi zdi res tako pomembno, jih tako, kot si rekla, ne, da jim v bistvu poveš, te strategije lahko pol uporabiš, če se ta tvoj kuža oziroma pa se aktivira pred testom, ali pa tako, ne, da v bistvu res pol ve tudi, kaj narediti, ko je v tistem stresu in ja. Vse to je smiselno, no, da ti to delaš prej. A ne, da ti ne takrat, ko bo otrok stisko, pa boš že ti zdajle z njim delati, dajva se naučiti neko vajo, pač takrat ne bo nič. Takrat tudi mi se nismo pripravljeni, no. Večino zelo redki, po mojih mnenju, no. Predstavljaj si, da si jezen, zdaj ti pa en reče, daj sam dihi, pa bo, a ne. Če nimam izkušenj s tem, če jaz nisem vara tega, mi bo to tako, kaj mi zdaj ti nekaj govoriš? Tako da je res dobro, da so v bistvu že prej opremljeni s tem naborom nekih, pa da v bistvu lahko tudi sami ugotovijo, ker kakor sem do te delala, ene vaje so ti bližji, ene ti pač ne vzameš toliko za svoje in je
fino, da v bistvu otrok tisto, kar je njemu blizu, vzame in uporablja. Točno to je. Pa tudi, veš, drugače recimo za eno čustvo ti bo ena vaja v redu, za drugo čustvo ti bo pa druga vaja, ne. In tukaj je smiselno, da tudi otroci spoznajo čustva, ne. Pač to ne rabi neki zdaj, ti se boš celo uro, se v šoli tudi nimaš časa iskreno, da bo se ti celo uro pogovarjal o čustvih, to se lahko doma več pogovarjaš, ampak v šoli, se lahko to pogovarjaš preko, ne vem, bereš slikanico, pa lahko tako napelješ, kako se počuti ta junak. Pa recimo na ta način napelješ. Ali pa, ne vem, na PowerPoint jim daš različna čustva, pa se pogovarjaš, kako se pa ta lik počuti. Ali pa, ne vem, neko ustvarjalno dejavnost daš na ta način, da lahko upelješ čustvo, da to je pač vmes 5 minut, ne rabi tudi neka zdaj dolga stvar, ampak da spoznajo, da nisem, kako si v redu, slabo, ampak da imajo nabor teh besed in da tudi vejo, ok, jaz zdaj, če sem jezen, vem, da meni pomaga to in jaz lahko to vzamem. Ne. Ta nabor besed se mi zdi na splošno zelo pomemben, no? Ker se mi zdi, da nam je v večini zelo težko, pač mogoče te osnovna čustva, te osnovne besede še, pa lepa, ker enkrat se malo bolj poglobiš v to, pa vidiš, koliko je res enih besed, ki jih mogoče pač, in je zelo pomembno, no, da imamo ta nabor in da tudi seznanjamo s tem naborom oziroma jih pač, kot si rekla, omenimo mogoče ob branju ali pa ob drugem pogovoru. Ali kakšni risanki, ali slikanci, kakorkoli. Pač v bistvu gre tako, veš, če si ti, recimo jaz lahko povem primer, kako sem jaz to v razredu. Jaz sem recimo najprej, sem povedala to zgodbo o možganih, pa kako lahko skrbimo, potem so se pa recimo naslednje ure smo se o čustvih pogovarjala, ne. In sem videla dejansko, da res rabijo ta pogovor, ne. Najprej sem zdaj, kaj mi ti zdaj to kažeš, ne, ampak v bistvu so ful noter padali. In smo imeli recimo različne te figurce, pa so rekli, kako se počutijo, pa pol smo recimo, ne vem, človečka, pa kako, ne vem, če smo jezni, kjeram delu telesa mi čutimo to, kaj se nam dogaja takrat, ne, da tudi oni zaznajo, da se znajo poslušati svoje telo. In potem smo recimo vsakič, ko smo mi zaključili pouk, so šli oni v kolono in sem jaz recimo vsakega vprašala, kako je. In včasih niso smeli pa reči, da je v redu ali pa slabo. Te besede niso obstajale pri nas. Samo ga reči, ne vem, a sem vesel, žalosten, navdušen. Smo imeli tudi tak listek, če ni znal kdo izraziti, je lahko na listku, ne vem, naredil ali obkrožil, ali pa pač naredil neko ščipalko, da je označil. In je v bistvu vsak pač povedal, kako je, in sem jaz imela tudi nekak check-in, ok, jaz vidim zdaj po koncu pouka, kako se večina počuti v razredu. Tudi recimo, lahko bi to tudi na začetku dneva to naredila, da bi videla, ok, s kakšnim počutjem so oni prišli v razred. Zdaj, če so oni počutijo vsi dol, bom pač mogoče dala kakšno živahno aktivnost, ne? In tudi tako jih lažje primeš, da lažje sodelujejo pri pouku, ne? Če bojo vsi ful navdušeni, bom dala bolj umirjeno aktivnost, ne? Tako, da jih tudi pol vem, naprimer, kako se oni generalno počutijo. Pa tako so bili res videni, počutijo se, da so mi pomembni in sem tudi pol čez čas opazila, da so več mi začeli zaupati. Da so začeli povedati, ne vem, tudi kakšne stvari, ki so se jim doma dogajale, ne. Jaz sem pa, ne vem, žalosten, ker se mi to pa to doma dogaja in sem enkrat tako, jaz nekaj delam v redu, ne. Tako no, pač malo začnejo tudi bolj izražati tisto, kar se v njih, ne, dogaja. Rabijo pa kakšni zelo dolg, no, da kaj povejo. Ja, logično, ne, je to proces, ki se razvija. Je pa definitivno to, da se ti otroci, učenci zaupajo zelo tako, pove, da res si na pravi poti. Pa se tudi to doma si želiš, želiš, da ti bo otrok zaupal. Želiš, da boš pač tisti njegov zaupnika, ne, da ga boš lahko spodbudil, da bo tvoja, ne. Karkoli naredi, da ve, da ima pri tebi en varen pristan. Ja. To je res tako sporočilo, ki ga želimo dati predati našim otrokom in učencem. Mogoče si
kdaj naletela tako na kakšne izzive pri tem, bi rekla, uvajanju čuječnosti ali pa tako nasplošno ti imela ali tako, da kakšen učenec tega ni že, da je pač imel kakšen odpor ali tako, če so bile kakšni izzivi. Ja. s tem. Ja. V bistvu se mi zdi, da sem največkrat imela izzive, če sama nisem bila sproščena. Če sama nisem stala za tem, kar delam. Če se mi je zdelo, da sem jaz, da imam jaz sam neko stisko ali pa da sem malo preveč tako, da ne stojim. Takrat se mi zdi, da tudi to se mi zdi tudi v razredu, ne? Da ti, če si sam malo zbega, da tudi otroci ti takrat ne sledijo dobro. Vpliva, Ja. Pa recimo, če bi v razredu še kdo drug prisoten, je tudi veliko vplival. Če bi še kdo, kateri drug učitelj, pa da ni bil pripravljen, je tudi, se v bistvu se nekako tako na to energijo dal. Je pa tudi recimo velike, če so bili utrujeni. Če so bili oni utrujeni, jim je bilo zelo težko tudi pozornost usmeriti v kakšne stvari. Bi bilo v bistvu v tem primeru bolj primarno to, da se oni spočijajo, kot pa to, da mi jaz zdaj dam neko ta potreba pač po počitku je pomembnejša kot temu, da bi se oni nekako učili neke regulacije. Ali pa če so bili lačni, žejni, pač če gledaš, te potrebe primarne so mogle biti pač zagotovljene. Ja, pa veliko je tudi to, če je bilo hrupno, takrat valjda gre pač hiter pozornost na vse ostale stvari, ker konec koncev mi se tukaj učimo. Tudi na začetku ti ne moš imeti nekih ful dražljajev, ti je težko usmeriti pozornost samo na eno stvar. Tako da, ne vem, potem sem videla, da je fajn, da vsaj zaprem vrata, ali pa zjutraj, ko pridejo, da malo zatemnim prostor, da ni res una največja luč, da nekako tako neko umirjeno vzdušje naredim zjutraj, ko pridejo v razred primerno. Ker mi smo dostikrat vaje čuječnosti nove spoznavali zjutraj, v jutranjem krogu, in potem zato sem naredila, da je bilo malo zatemnen, da niso bile najbolj luči, kakšno tako umirjeno glasbo sem dala tako. Včasih sem tudi na PowerPoint dala kakšno vajo čuječnosti, da so si lahko pogledali, da so pač sami si lahko tudi na ta način kaj pogledali. Se mi zdi, da je bilo to najbolj. Ja, pa tudi pridejo kakšni otroci, ki pač nočejo sodelovati. Ampak ja, pač tega jaz otroka ne silam, da pač mora sodelovati, ker se mi ne zdi zdaj smiselno, da more. Ja, to se mi zdi zelo pomemben spoštovati, tudi v bistvu s tem. Mu povemo, pomemben si, pač spoštujem, da trenutno, ali pa kakorkoli, pač da si ne želiš tega. Ja. Ker tudi mi, ko pač sem hodila na tak trening čuječnosti, je bilo še kakšnim odraslim, pa so, bi rekla, prostovoljno prišli na ta trening, so si plačali, pa potem nekateri, pač mislim, da se to enkrat zgodilo, da ena pač ni zmogla. Tako pravim, se še odraslim to zgodi, da pač je bilo, pa smo samo v bistvu v tišini, pač 5 minut in je bilo preveč. Tako mislim, mi smo si res različni v tem in je tako fino, dobro sporočilo, da pač to spoštujemo. Ja, je pa fajn, da takrat recimo kakšni otroci potem lahko hitro druge tudi potegnejo, da se pol vplivajo drug na drugega, še posebej, če bi en bi sodeloval, drug pa ne bi in pol se pač začnejo drugega, je fajn, da pač tukaj potem res mejo, pa še rečeš, razumem, da tebi ni všeč to, da trenutno se še ne počutiš, da bi delal te vaje, ampak ne boš to, pa to, mislim, tega ne dovolim. Tako, da motaš ostale ali pa tako. Pač tukaj resno, pač moš to mejo pol držati, ker pol, če ne je pol to domino efekt. Ja, logično. Kako se ti pa zdi, da nasplošno se ti zdi, tako, ko si, bi rekla, verjetno tudi izvajala, ko si rekla za magistrsko delo, pa tako, se ti zdi, da je tudi
vodstvo šole ali pa tako, da že smo na splošno bolj navajeni, bolj že vemo, kaj je čuječnost, ali se ti zdelo, da je mogoče, si mogoče naletela na kakšne, tudi ali pri otrocih ali pri odraslih, mogoče na kakšne pomisleke ali pa mogoče na kakšna, rekla, ali stereotipe ali napačna mnenja ali tako, mogoče kaj tazga, če si kakšna napačna, kakšna prepričanja, mogoče, ki se ti ne zdijo, da je mogoče tako v tem smislu. Jaz iskreno ne. Se mi zdi, da so bili v bistvu vsi, ne vem, tudi ker sem jaz magistrsko, pa sem na večjih šolah delala to. Delala sem na javni in zasebni šoli takrat in pač dejansko ni bilo nekih proti, zaradi tega, ki bi to izvajala. Se mi zdi, da je kar zdaj ta čuječnost, se mi zdi zadnje čase veliko teh govorijo. Je pa res, da če gledaš literaturo, ne vem, meni ljubši angleški izraz mindfulness, a ne, ker imaš polne možnosti. Kot ta čuječnost. Kot ta čuječnost, a ne. Ker recimo, če pogledam par let nazaj, ko sem bila še jaz v srednji šoli, sem šla v šoli, smo imeli nek tečaj čuječnosti, je bilo pač tako, kva pa je to, kam pa jaz tam delala, je bilo vse malo bolj tako, ne vem, malo čuden, da bo to neki voodoo, ampak zdaj ampak zdaj se mi zdi pa, da je res toliko raziskav v temu, toliko se o temu govori, da dejansko se mi zdi, da pride že da ni nekega proti temu, je pa res, da kjerokoli stvar, če tako mogoče malo drugačna, če rečem, no, ampak je fajn, da imaš te argumente zadaj, zakaj ti to delaš. Da če te bo starš vprašal, zakaj ti to delaš, pač imaš ti argument, zakaj to delaš. To recimo dostikrat pride, ker recimo čuječnost se lahko tudi velikokrat lahko pelje zraven tudi jogo, ne? Ali pa kakšne take prakse, telesne prakse. Ker joga, recimo, če ti v šoli kar tako delaš, ti bo ki rekel, joj, boš pa ti tole še to, ker joga ima pa zadaj še neko celo mišljenje, ne, da boš ti to vpeljal zraven, ne, ampak temu ni tako, ne, ti kvečem kakšno asano vzameš iz tega, ker pač, ker si v tistem trenutku in izvajaš, ne, ker tam se res osredotočaš na tiste elemente, ne. Da pač v bistvu, ja, res, kakor je, se mi zdi, da res moš imeti strokovne argumente, zakaj neko določeno stvar delaš. Da ti tudi, recimo, če boš šel jogo se odločati, da med pač v šoli ali pa, ja, tako v javnem prostoru, moš pač vedeti, zakaj jo delaš. Zdaj jaz v šoli ne bom delala joge kot nekega ozadja, kaj vse pač sporoča, ampak dejansko samo neke določene elemente, in kateri so dokazani, da lahko pomagajo pri uravnavanju in pa pri boljšemu počutju. Ja, da tudi ti staršem in mogoče drugim pač sodelavcem, komorkoli, res predstaviš z enim znanjem, z enimi strokovnimi argumenti, kaj to recimo doprinese, pa tako, kot si rekla, da je pač res izbrano oziroma prilagojeno in šolskemu prostoru, recimo. Ja, tako se mi zdi, da še posebej, če greš ti z javnostjo delati, pa z različnimi otroki, moraš biti pač z nekim razlogom to stvar delati, pa da je res za vse. Da ni zdaj en otrok, ker je pač neke druge kulture, da bo pač mu to ne bo okej, da se ne bo počutil v redu zaradi tega, ker ti to delaš. Da pač, recimo čuječno se mi zdi pa resno, da v zadnjem času je tako se veliko govori o njej, da res, ne vem, jaz iskreno nisem imela nobenih izzivov, da se ne bi kdo strinjal s tem, ki bi to izvajala. Ja, se mi zdi tako, da si rekla, da se je to v roku, ne vem, 15 let, bi rekla, zelo tako spremenil, no, saj občutek je tak, da je res in mogoče tudi na splošno joga, meditacija, tako, da se je stališča oziroma tako spremenil do tega. Kar je super. Meni se tako zdi, da je res, kot so rekla, res lahko veliko doprinese. Meni je bila fina vaja, tudi tako se mi zdi, s tem bom tudi iz osebnih izkušenj govorila. Mogoče prej je zelo fino, ker sem imela to dihanje, ker je res taka osnova, ker je res,
lahko vedno uporabimo. Drugače se mi pa zdi, da dostakrat nismo, saj pač čuječi, pozorni v tistem trenutku pri hranjenju. In meni je bila ena zelo fina vaja, mi je ono čuječnostno hranjenje, kakorkoli pač lahko poimenujemo. In res, ko smo pač brusnico, da si je res najprej dal sam na jezik, pol mal valju, da pač nisi takoj sam pojedel, pa ponovadi še kaj drugega velikrat počnemo zdravljenje, sploh nismo pozorni niti točen na okus, na von, pa tisto res, da najprej si do tisto brusnico po vonju in dal na jezik, je pol že komi čakal, kako, a ne, kaj boš okusil in tako. Ja, vem, ja. Mislim, ta je ful dobra, pa lahko daš, ne vem, namesto brusnice, daš lahko to čokolado. Pa daš recimo primerjavo, kao pač na tako čuječe, kako čutiš to čokolado ali pa brusnico, ali pa tako, ali pa da sam poješ. Kaj razlika? Ja, in to se mi zdi to in sem tudi sama in začenci in se mi zdi, da je res tako, no. Opazimo, sem pa tudi pisala, pač, ker sem dala kakor eno refleksijo, tako ga si rekla, ne, res smo vsi, no, zazna razliko, če tako ješ. Ja. Bolj začutiš, bolj se res vse čuti, aktiviraš in res drugače okusiš tisto, kakor ponavadi, ker sploh skoraj ne zaznaš lahko, da si pojedel, no. Ja, kada še sam vase, ne. Ja, recimo čokolado sploh se mi zdi, da je tako, no, pri meni bilo sploh kot otrok. Jaz sem recimo otrokom svojim, zdaj sem še na porodniški, zdaj, ko se bom vrnila v šolo, sem pripravila jim kartice in bomo v bistvu vsak teden bo en žrebu kartico čuječnosti, pa tudi vaje so tako recimo za nasplošno za regulacijo, ne vem, poslušaj glasbo, ne vem, topotaj s prst z nogami in bo vsak teden en žrebu kartico čuječnosti, potem bo pa drug teden, bo pa žrebu novo kartico, ne. Tako da bo pač mi res nabor in je tudi ena je tale brusnica oziroma čokolada noter. Pa tudi recimo umivanje roka, ne, ker smo mi zdaj to poudarjali, to umivanje rok, da gre, kakšno je milo na rokah, kakšen je občutek. Da tako, no, da se vpelje noter to čuječnost, ne, ker zdaj ti, če boš čuječnost samo enkrat probo takole, je pač brezpomensko, ne. Efekti so bolj tam, kar res 8 tednov plus, da začneš ti jo uporabljati. To mi zdaj res velik tako doprinos k temu, da že pač začutimo, da lahko vsako aktivnost, recimo hranjenje ali pa kakor se umivanje rok, izvajamo bolj tako, da smo res tisti trenutek tukaj in zdaj, da smo res tisti trenutek pri umivanju rok, pri milu, ker pa navadi smo doskrat že kaj naprej ali nazaj oziroma tako, da nismo točen pri stvari, a ne. Tudi recimo, a veš, recimo jaz zdaj, ko imam sinkota, ne, hitro se ujamem, ne vem, ko si lih to hranjenje rekla, ne. Jaz se zdaj res trudim, takrat, ko da jeva skupaj in da pač jaz znam telefon takrat stran in da sva pač res midva takrat in uživava in tako vidim, da tudi rajš, ne vem, sinko fure rajš je. Rad je, no, če se dober mama takrat. Ja, saj to je bistvo, ni hranjenje, da se tudi uživa v hrani in da pač se posveti hrani. Saj smo to dostikrat pozabili, no. Ja, pa res se lahko povežeš, veš, koliko si ti za mizo, veš, kolikokrat si, a ne, in pa se res lahko takrat pol povežeš s celo družino, veš, saj ni samo tista hrana, saj gre za ta trenutek, a ne. Tako, res lahko veliko narediš, ali pa greš na sprehod, pa ste skupaj, pa to je v bistvu to čuječnost, da si skupaj, da si takrat, da greš na igrala, da se igraš skupaj, a ne. Smeješ skupaj. Ja, da poslušaš recimo, kaj slišiš, zapreš oči, mogoče sam, pa ne rabiš tako 5 minut ali pa ne rabiš niti minuto, ampak že za par sekund, kaj slišiš in včasih je že to res ful veliko, no. Tudi nazadnje, ko smo imeli tako pač
učenci pa učitelji noč v šoli in smo šli na en nočni sprehod. In je pač učiteljica, ki je vodila, je rekla, zdaj pa bomo samo minuto pač zvečer, v gozdu smo šli tiho in bomo videli, koliko je ta minuta. In res, koliko je bilo, se nam je zdelo minuta, pa se je zdelo, da bi bili res veliko časa, no? Ampak tako, ko si res slišal zvoke, pa sove, pa čuka, pa enih živali, tako tam v temi, ampak res tako. Pa v bistvu res malo minuta ali pa lažje je bilo še manj, sploh z majhnimi otroki, 10 sekund, res tako velik učink, no, pa pol, ko se pogovarjaš, kako se lahko tudi povežeš, tako, kot si rekla, no, ali pa smeješ, ali pa, me je bilo strah, kjera čustva sem, mi ni bilo, ali tako, no. Ja, meni je drugače tudi fina ta čuječnostna hoja, da sem bila pač pozorna, katero nogo, kako dam ravnoteže, ker se mi je zdelo tako. Da ne znaš hoditi? Mislim, ja, tako se mi je zdelo, koliko zapleteno je hoditi, pa čeprav pač drugače nam je nekaj, ki je tako skozi, pa ne pomislim, ampak tako, koliko pač je to en tak proces drugačno, koliko enih stvari mora pač funkcionirati ali tako, no. In mi je bilo to tudi ful dobro, da sem bila res samo skoncentrirana, to nogo dvignem, to tako postavim, to mi je res tisto, ja, to, no, ta občutek, res sem sam tukaj zdajle s tem v mislih pri telesu, kako nekaj pač funkcionira, no. Pa isto imaš recimo pogovora, ne? Da se ti pogovarjaš in da daš, ne vem, eno temo, kaj se ti je zgodilo danes in da res poslušaš in nič ne rečeš. Ne vem, da daš časovnik in 1 minuto, da sam en govori in pač, da ga res poslušaš, da se osredotočiš na njegove besede, kaj ti govori, ne? In je res težko. Ja, se to smo imeli v pogovoru, ko smo imeli s Tino Trojar te ženske kroge, a ne, ker pač tam so tudi taka, je to eno izmed pravil, da v bistvu posluša ta vodja, a ne. In ja, je prav pač spretnost, ki se je potrebno naučiti, pa urti, so tudi zato ženski krogi imajo prav en svoj čar, če so tako po pravilih, a ne, ker se res počutimo veliko bolj slišane, kakor če nam kdo pač začne mogoče iz tvojega vidika takoj ali pa tako. Ja, da pač, pa že to, ja, da nas minuto nekdo brez prekinitve posluša. A veš, ponavadi vedno pa razmišljaš, kam pa rekel, kaj bom pa potem naprej rekel, a ne? Ampak da si res takrat z njim, da ga poslušaš, a ne? To je tudi dobro za tvoj odnos. Tudi, če ti partnerju daš ta trenutek, da ga poslušaš, ne? Še posebej, ko se skregaš, mu to zelo dobro koristi. Ja, izjemno. Res za vse odnose je to izjemnega pomena. Ampak mogoče glih najtežje je tisto v konfliktu, je to še večji izziv, rabiš kar veliko vaje. Pa še pol kdaj naratano. Ja, je mogoče še kaj, zdaj smo neki vaj čuječnosti, vsaka neki vaj podelila, ki so nama blizu oziroma, ki sva se jih trenutno spomnili, da jih rade izvajava, oziroma da so nama fajn. Je mogoče še kaj takega, ki bi podelila oziroma kakšno mogoče anekdota ali kaj, kar bi podelila na to temo čuječnosti. Jaz mislim, anekdota. Jaz mislim, glede te čuječnosti, a ne, pač dejansko je tak, res otroci lahko presenetijo, ne, ker včasih, ko gledaš ti kakšno stvar, ki so, ne vem, meditacije, pa tako se ti zdi, kako pa to otroci, pa to, ampak res te lahko presenetijo, koliko dobro jim gre. Tako, recimo, jaz sem zvajala, ne vem, čisto eno preprosto vajo, dihanje, čisto res, da smo se osredotočili na konico nosa. In potem so kar začeli govoriti, to je bil 5. razred, so začeli govoriti, da jih zebe v nos, da jih žgečka v nosu, ne. Pač dejansko so se res osredotočili, ne. Ali pa tako res so začeli, ne vem, potem so se pogovarjali, da so jim misli ušle, ne, da to ni nič. Rekli,
to ni nič narobe, da je to super. Da pač sam rečem, v redu, ta misel je šla, se je prišla in jaz rečem, čau misel, jaz sem zdaj tukaj. In so rekli, ja, veš, kaj sem se pa jaz spomnil? Jaz sem pomislil na lazanjo. In je rekel, da je pomislil na nebesa. In so tako, zanimivo. Kam mi grejo v šoli misli? Ok, lazanjo še malo razumem, sam da gre pa eno nebesa pomisliti. Tako, v redu. Tako no, da si tudi, če te misli grejo, da se pač o tem pogovarjaš. Se mi zdi pa temelj pri katerikoli stvar, karkoli delaš, je, da se ti počutiš del, da si pač ti povezana s celotnim razredom doma. Ker recimo, če boš ti sam čuječnost prišel v razred, danes bomo pa naredili vajo dihanja, pa si en tak, ne vem, res strok učitelj, lahko si stroka, ampak da niso s tabo otroci, da se ne počutijo videne, da jim ne rečeš rad te imam, ali pa, dobro, ne rabaš jih reči, da jih imaš rad, ampak lahko jim pač, da jim izraziš to naklonjenost, da so tudi v primeru stiske, da ti ni vse zanje, če se oni počutijo del, bojo tudi lažje tebi sledili. To se mi zdi pač in doma, se pravi, takrat, ko otrok ne vem, kaj dela, skače, se upije, da pač ti pomisliš, ok, jaz rabam se povezati z njim in lahko nadaljujem. Ta čuječnost je pač opora, pomagati, da takrat, kadar imaš neka čustva velika, otroku lahko pomagaš. Te pomaga, ker otroku daješ regulacijo, ker mu pokažeš neko idejo, kako lahko reguliraš. Strategijo, ja. Recimo, ne vem, če otrok je jezen, ne boš mu ti zdaj rekel, zdaj pa pejdi tjale ali pa ne vem kaj, ampak boš ti rekel, jaz rabim pa zdaj, ne vem, vdih narediti, izdih ali pa ne vem, primaš en. Jaz sem tudi v razredu, takrat, ko sem čisto padla, nisem padla, ne vem kaj, da so skakali, ne vem kaj, se rekla, veste kaj? Jaz rabam iti, ne vem, mi smo imeli mirni kotiček in zašla v mirni kotiček in zašla narediti neko vajo, da tudi vidijo, da jaz delam model, wow, ful dober, ja, da nisem nekaj, kar pač, da je nekaj, s čimer ti živiš, tako, nekaj, kar je res tudi tebi opora, kar je tebi pomoč. In so tudi meni prinesli, veš, jaz sem enkrat res jezna in so mi prinesli škatlo iz mirnega kotička, ker smo imeli tisto tako žogo veliko, ki se je raztegla, kaj veš, Huberman ali kaj je že tisto. Ja, vem, ja. In so prinesli in učiteljica, a rabite to? So zaznali, kaj bi te bila lahko opora. Ja, so zaznali, da je bil tlele, da je pes močno lajal v mojih možganih. Tako da v bistvu gre za to, da pač res moraš biti povezan z razredom, z doma, da pač res stvari funkcionirajo. Da ni sam sebi namen. Tako, da v bistvu pač podpora, pač da imaš en povezan odnos in potem, da je pač čuječnost kot eno orodje, ki ga uporablja pač cela družina oziroma cel razred. Tako, ja, to je pač, ne vem, nam tudi ful prav pride, ko imamo mirni kotiček. Zdaj, ker doma ga še nimam, ampak v razredu imamo pa vedno mirni kotiček in damo tam not kakšno, ne vem, čist teh 5 prstov, narišem 5 prstov in imamo noter vajo čuječnosti, da imajo kartico, ki lahko pogledajo. Da pa v bistvu en tak kotiček, ki se dobro počutijo v bistvu, da ni on, da ni on kazenski kotiček, ampak dejansko on kotiček spa. To je v bistvu kotiček, da se povežeš to zdaj s sabo. Tako, to ni noben sam takrat, ki, ne vem, je problematičen, to ni sam za te, ampak je za vse. Ja, tako, sej to sem pač želela poudariti, da ne bi bilo tako, da je pač ta mirni kotiček in za učiteljico, ko je pač preveč, ki pač potrebuje ona kakšno dihalno tehniko narediti ali kakorkoli, 5 minut, kakorkoli in za tako, povezati se sam s sabo, tako si lepo povedala.
Tako da, ja. Lahko pa še dodam, da čuječnost lahko tudi med učno uro lahko upelješ noter. Ne vem, ura matematike, imaš ti števila, jih razporediš in lahko čuječe dihaš med števili. Ne vem, greš 1, 2, pa pač povežejo in naredijo vdih. In greš 2, 3, pa spet povežeš, pa naredijo izdih. Ali pa greš po črkah, pa dihaš črkami. Čistko, lahko noter upelješ, ne rabiš ti nekaj dolga tople vode odkrivati. No, v bistvu pač včasih samo rabiš se spomniti, da to lahko narediš. Tako. Ja. Si mogoče dobila tudi tako zdaj, ko si prej omenila, da si tudi nekaj knjig, je kakšna mogoče, ki bi jo priporočila na to temo, ali tako, ki je kakšna bila blizu? Meni je bila, kar povej, sem želela slišati. Ja, na splošno v čuječnosti, ne vem, trenutno sem brala My Happy Mind, ta je mogoče malo bolj taka, da je v bistvu to nek program, ki se v šolah uporablja za možgane, za razlago, pa je v bistvu so notje tudi neke vaje čuječnosti so, je pa tudi veliko v teh vrlinah, pa tudi malo možgane razlaga. Mi je pa meni, recimo zdaj, mi je res dobra, mi je bila ta Good Insight od Becky Kennedy, tam je pač res tako. Ampak ta v bistvu nima niti toliko tej same čuječnosti, ima to, da se pač poveže z otrokom, da mu pač daš kakšno to regulacijo, mogoče kakšne elemente tega. Mogoče, ne vem, te od Dan Siegel, te so zelo dobre. Te se mi zdi, da kjerokoli od njega primaš je... Nimaš zgrešiti. Ja, res, ja. Mislim, najbolj pač ta bestseller je tak celostni razvoj možganov, da smo že večkrat tukaj na tem podcastu omenili, mislim, da je manjce enkrat. Pa no, na splošno, te, ki ima, tako, kot si rekla, ja. Meni je bila sicer mogoče ni tako mogoče je bolj poljubna, ni tako strokovna, pa mislim, par let nazaj brala, mi je bila od, mislim, da je komičarka, drugače Ruby Wax, mislim, da je, ne vem, kako se izgovori, jaz sem prav izgovorila, ne. Ampak mi je bilo tako, spomnim se citata pač ona, čeprav je komičarka, je povedala pač, da ima vseeno, pač da je imela določene izzive, pa mislim, da je še vseeno pač, da je bila tako zelo skeptična za čuječnost. In da je kombinirala vseeno s medikamentozno terapijo, ampak da je vseeno videla, koliko je čuječnost pomaga, ne, pač ko to prinosi. In je bilo tako, vem, da se spomnim tega, pač čuječnosti, da znova pač se naučiš vohati vrtence, da zaznavaš von vrtence, tako, no. Te smo res tako bolj pozorni tudi na te čute, no, pač tako, ko sva teh, da tudi včasih čuječnost že teh, da vse čute aktiviraš, da 5 stvari, ki jih vidiš, da 4 stvari, ki jih lahko zavonjaš, 3, ki jih lahko slišiš in tako, a ne, ali pa 2, ki se lahko dotakneš, že to, da aktiviraš vse čute, da se res že bolj v tem trenutku, no. Da nas vrne tukaj in zdaj, ja. To je res, ja. Da si pač zdaj, da nisi se sekiraš, kaj se bo zgodilo in kako bo in da si pač res zdaj. Ja, v tem trenutku, kar je pač tak lep izziv, ki ga imamo. Ja. Je mogoče še kaj, kar bi rada delila? Nisem že res veliko. Bi lahko seveda, da še veliko ve. Ampak se mi zdi, da mogoče ne vem. Ne, to zaenkrat to. Super. Ali pa res, hvala za pogovor. Enako. Res je bilo luštno. Mislim, da si res, da nekaj, kar tako, da veliko še sama sem mi dala par takih odličnih, super idej, ki lahko tudi bom probala tudi sicer, kot je 5 prstov za dihanje. Res tako, fino.
Hvala, ker si me dala iz cone udobja. Z veseljem, z veseljem. Ja, tudi vsem pa hvala za poslušanje in se slišimo kmalu.